In omenili ste, da proizvodnja je v bistvu en velik del, ki se ga pač moraš nadejati, da bo pač težek, da bo denar začel goreti, takoj, ko boš samo pomislil na proizvodnjo pa distribucijo. Ja. Tukaj si omenil tudi nasičenost trga, vi ste tudi v niši tega trga. Kaj je bilo potem tista osnovna inspiracija, želja, da se sploh kot Slovenci v bistvu... Pa nasplošno, kako iz ideje priti do tisto, da začneš neki fizični produkt ustvarjati. Zakaj bi sploh ustvarjali nek skirmish wargame, glede na to, da mogoče sploh ne bo crowdfundan v bistvu? V bistvu je bilo zelo spontano v začetku. Jaz sem načeloma skozi skiciral zadeve in pol sem na faksu med predavanji sem na zapisko delal, sem skiciral zadeve. Zato zapiski. Za future. Pol me na enem super dolgem predavanju me je kolega vprašal tako, on je ful anime figure zbiral in me je tako vprašal na enem predavanju, zakaj ti ne bi figurc naredil iz teh svojih skic? In pa sem bil tako, zadeva je bila pa, da jaz sem v bistvu pač te wargame takrat že igral, tako kar konkretno dolg let, v bistvu samo tom smo takrat v bistvu Infinity napolno špilala. In je bila pač zadeva, tako in sem razmišljal, pa barvo sem tudi figure, ne? In je tako, skaj res ne bi probal figure, ne? Skaj rabiš narediti za to, da dela svoje figure? In takrat se nekako začel research period, ki je trajal kar konkretno 3 leta. Pa takrat je bil tudi nezadosten po teh 3 letih. Tako da takrat smo nekako pripravljali zadeve, pravila sem pisal, recimo tudi s Tjašo, ko sem študirala v tujini, sem jaz vmes cel cajt pisal zadeve in tako naprej, smo imeli takrat pripravljene stvari, pa z Aljažem smo jih še prek Tabletop simulatorja takrat testirala. Aha, torej smo s kolegi na morju. Plaži smo igrali pa... S škatlicami pa ne vem čem. Torej, kaj je bilo prej? Prej je bila mehanika ali prej je bil art? Oboje, sam art je bil na veliko nižjem nivoju, kakor Ruli v bistvu. Zelo veliko arte ni bilo nikoli releasa, rečemo. Stick figures. Mislim, ne le stick figures, ampak bilo je pač tehničen svinčnik na papir. Pa Žiga je zmeri dobro risal, recimo pol, ko smo začeli dejansko delati igro, se pravi tako bolj resno. Je pa tako ful. V enem letu se ful pač naučil. Digitalno ilustrirati in tako naprej, ka pa nisem imel znanja sicer. Pač dobesedno, na začetku so dobesedno tako ugotavljala, pa če se spomnim zelo vizualno, kako zdaj to pač narediti v sliko, ker pač valjda ti, kad delaš igro, kako jo boš marketu, valjda rabaš imeti pač neke lepe slikice, ne? In so, ne vem, najprej pogovarjali, kakšen art stil, a bo bolj ink painting art stil, ker so pač študirali japonščino in so bila tako, dajmo, ne vem, pogledati v to sfero, ampak pač... Pa imela svoja ideja, pojmo skicirati, pa bomo s kopiki pobarvali, pa bomo pol to skenirali, slikali. Nisva vedela sploh kaj, pač kje začeti in pač pol, ko sva brute forcala, pač to pol leta je pač... Pa prideš do tega, enkrat to probaš, pa ono, ko se še zdaj spomnim gledko, to ne šlo skozi. In imaš tako pač, pa sva se pač, ki je korona v bistvu usekala, sva rekla, da... Tako, faks je malo odpadel, sem pa kaj, ne. Pa sva rekla, če mava kdaj cajt, to nares mava zdaj. In pač me Tjaša sicer me spodbujala, da se grem naučiti digitalno stvari delati, ampak prvih par stvari je bilo garbage. Ne tako reči. Tako da pol počas Tjaša je ful dobra, drugače, ker je ful kritična. Ona je res tako, če ji ni všeč, se ne more pomagati pa tega zadržati in pol res neko stvar pilaš, dokler ni dober. Ker Tjaša zadovoljna, bo verjetno tudi vsi ostali. Pa tudi Žiga je kar perfekcionist. Oba sta. Pač bouncate se en od drugega. Pač na neki točki lahko rata hell loop. A lahko ponazorita ta pogovor, ko Žiga nekaj stvari? Jaz se nekaj skiciram, pa tako. A je dober, pa Tjaša? Kaj je narobe, kaj te matra? Ne, vse je dobro. Dej povej, kaj je narobe. Mogoče imam malo čudno faco. Čak, delam. A zdaj boljš? Še zmeri neki uč, veš, neki mavški. In pa tako to traja par dni. Pa še jaz tako probam malo, veš, sam jaz ful ne znam tako dobro risati, niti približen in pol tako čez kakšen dan prideva do rezultata, kar nam je obima, Sicer pol, recimo, pogledaš čez 2 meseca nazaj, pa si tako, to je trash, pač. Ne, saj se drugače ful je zanimivo. Na začetku si...
ne vem, kako se točno reče, ampak ful je dober, če pogledaš graf učenja, ne? Ja. Najprej zgleda, da greš ful dobro, ko priješ na neko redu in pa sam dol padeš. You suddenly realize it's not good enough. In je pač zelo tako, mislim, najprej sem nekaj jaz sam probal in tako naprej, in ugotoviš, da na neki točki ne priješ več na kamer in pol sem začel v bistvu nekako slediti raznim art tutorialom in podobne stvari, ki ti pa pač malo odprejo obzorja, no, pa se naučiš kar ene par zadev, ki bi ti večina ljudi rekla, da tako ni prav, kot ti profesionalci rečejo, da je prav, no, tako da. Kaj si nor? Samo, kak si bil pripravljen sprejeti ta failure, ker si se dejansko trudil, pač tako si rekel, to je tista lupa, ko misliš, wow, vedno boljši sem, pa več ko razumeš, bolj vidiš, ne, vedno slabši sem, to bi lahko še boljše naredil. Pač, po moje, zame osebno ni bil tak problem, pač od mehkega že treniram borilne veščine in po mojem je to dosti koristilo, da sem se naučil, da pač, mislim, da mi tak na treningu tokrat na tla padeš, da in pač se nekak ti rata samoumevno, da moš v bistvu da lahko fejlaš, to je kot prvo. Da veš, da boš fejlal na začetku, ni važno, kaj narediš. Ja, no v bistvu pa tudi, če ne, v vsakem primeru se pač zavedaš, da tudi, če boš fejlal, se boš iz tega nekaj novega naučil. Ja. In načeloma, dokler pač se potrudeš narediti pač najboljš, kakor veš pa znaš, valjda pač klesi ne smeš ušes zatiskati, moraš pač poslušati vse kritike, jih premisliti, pač kjer je relevantna, kjer ni. Ne smeš osebno, moraš pač zadevo dosti objektivno vzeti. In pač, moraš se pač zavedati, pač propade ti lahko vse. Zdaj pa, če si naredil svoj due diligence, da stvari raziščeš, se pripraviš na njih in greš pač v njih in si pripravljen tudi v bistvu stisniti skozi, ne glede skoraj na vse. Pa v redu, pa ti bo po vsej verjetnosti uspel. To je dejansko metoda sukcesa, ja. Ker pač nam recimo čisto iz osebne izkušnje, prvi Kickstarter recimo je bil Peku v primerjavi s tem drugim. Že zaradi tega, ker pač tam kot prvič, da si creator, ti noben ne verjame, kaj delaš. Tudi tako, kar si ti rekel, da pač veliki iger na koncu ali ne dostav, ali imajo na pol pečena pravila, obljubljajo svašta, na koncu ni nič. Res je, ja. In pač čez vse take stvari moraš priti skozi, pač ljudi prepričati, da si resen in da pač delaš stvari, da misliš dobro narediti. Prvo mogli čez vse to, ne. To se pač pozna na splošno, ampak ti da pa tudi veliko lekcij. Se velikrat je bila kakšna točka, ko smo se sprašvali, če se to splača. To prvič, ko smo delali. Ja, to prvič. Pač smo bili dostikrat na low pointu, ko se verjetno marsikdo pač vpraša, tole ne vemo, ne? Kako bo šlo, ful taj strah, kaj bo tvoja cela kariera nekako zavisi na tem, kar si mogoče 2 leti stran vrgo, pač tako ful je lahko